Državljanke in državljani, državljanke in državljani, Slovenke in Slovenci, dragi prijatelji. Bili smo presenečeni, da se lahko po 25 letih zgodi to, kar se je zgodilo v demokratični Sloveniji v osrčju Evropske unije. Da so z grobo zlorabo pravosodja nedolžnega človeka, predsednika največje parlamentarne stranke, ki je zavezana demokraciji, pravici, svobodi in poštenju, s politično in krivično sodbo poslali v zapor. Zgroženi smo nad tem dejanjem in ne bomo dopustili, da predsednika odstranijo iz političnega in družinskega življenja. Pričakujemo, da Branko Masleša preneha s proceduralnimi fintami in nemudoma odloča o izpustitvi Janeza Janše iz krivičnega in nezakonitega zapora. In da po 11 dneh prestajanja te krivične sodbe vsaj v nadaljevanju omogoči državljankam in državljanom in Sloveniji čez 2 tedna kolikor toliko normalne volitve. Kajti te volitve, ki se bodo zgodile čez 2 tedna, bodo pod velikim vprašanjem kredibilnosti in poštenosti. Dni, ki jih je Janez Janša preživel v zaporu, pa mu ne bo mogel povrniti nihče. In škode, ki jo je utrpel zaradi te krivične in nezakonite sodbe, njemu in njegovi družini tudi ne. Spoštovani prijatelji, ne gre samo za Janeza Janšo, ne gre samo za politika, gre za človeka. Na njegovem mestu bi na enak način bil lahko obsojen kdorkoli izmed nas. V tem primeru gre za našo državo, gre za Slovenijo. In vabim vas, da na tej poti ne popustimo in da vztrajamo, dokler ta madež ne bo izbrisan, ta velika sramota ne bo izbrisana iz obličja sveta. Zbrali se bomo vsak dan in v prihodnjem tednu, če prej ne bo ta sodba odpravljena v velikanskem številu. Hvala vsem, ki podpirate pravičnost, svobodo in enotnost. Srečno Slovenija!